Lepo pozdravljeni in tokrat je v naši družbi Cvetka Lukačič iz Centra ponovne uporabe Ormož. Gospa Lukačič, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Center ponovne uporabe, to je zadnje čase ali pa zadnje leta, bom rekel, to so ene zelo popularne zadeve. Ampak ne vem, če se pravilno zaveda širša javnost, kako pomembni so ti centri ponovne uporabe. Nekje v minulih desetletjih oziroma v minulem tisočletju smo postali izrazito potrošniška družba, kar pomeni posledično, da smo producirali ogromno odpadkov in jih deloma še danes. Če pogledava okoli naju, je ogromno tekstilnih izdelkov in tekstil je eden izmed tistih odpadnih materialov, ki ga je skoraj največ. Tekstil je res eden izmed večjih onesnaževalcev okolja, v bistvu že od pridelave, če gremo tudi, da rečemo, da uporabimo naravne materiale, že pri pridelavi bombaža se uporablja veliko pesticidov, pri pridelavi se uporablja kemikalije, tako da tudi ogromna poraba pitne vode. Zato ni onesnaževanje samo z umetnimi vlakni, tudi z naravnimi vlakni. Ko pa je material že proizveden, se moramo potruditi, da ga čim dalj časa uporabljamo, da teh oblačil ne zavržemo oziroma izdelkov, ker se da še marsikateri stvari spremeniti namembnost. Ampak tukaj ne govoriva samo o oblačilih. Centri ponovne uporabe ste veliko več. Pri tekstilu lahko govoriva tudi o second hand shopih in tako naprej, ki zdaj počasi dobivajo vse bolj na veljavi. Ampak vi se ukvarjate tudi z drugimi zadevami, kot so recimo pohištvo ali pa kakšno drugo stvar, ki se jo da spet ponovno uporabiti z majhnimi prijemi pravzaprav. Naša prednost je v tem, da imamo 4 centre v Sloveniji, v Ljubljani, v Slovenskih Konjicah, v Rogaški Slatini in pri nas v Ormožu. Zaposleni smo ljudje, v Ormožu smo sicer zaposlitveni center, ekozaposlitveni center, so zaposleni invalidi, tako da je še to ena dodana vrednost, da imajo zaposlitev tudi ljudje z določenimi specifikami. Tako da se delo prilagaja glede na njihove zmožnosti in na naše potrebe. Glede same obdelave oziroma predelave stvari, ki jih zbiramo, imamo tudi zaposlenega mizarja, on je bolj na pohištvenem delu. Imamo zaposlenega električarja, ki je zaposlen ravno z namenom, da se preglejuje, kontrolira elektroniko in se jo potem očisti in da v ponovno uporabo. Tekstilni del pa tudi pokriva več oseb, ker pride tu od sortiranja, izbiranja za trgovino in potem za nadaljnjo predelavo. Zdaj, ko izdelek že pride do vas, oziroma tisto, kar naj bi bilo ponovno uporabljeno, potem že vemo, da je v procesu tega, da se bo ponovno uporabil. Kakšni so vaši prijemi, da ljudi spodbudite, da ne rečejo, vržem v smeti, ampak dam raje centru za ponovno uporabo? To se mi zdi eden izmed zelo, zelo pomembnih faktorjev. Velik poudarek delamo na tem, da ljudi ozaveščamo oziroma spodbujamo k temu, da stvari izmenjujejo med seboj, da jih podarjajo naprej. Tudi te stvari že živijo oziroma ljudje se obnašajo že tako, da to izvajajo. Drugače pa smo veliko na terenu, probamo biti prisotni po medijih. Največ pa se mi zdi, da je tisto, da gre glas od človeka do človeka. Kdor je prinesel stvari k nam, je zadovoljen, ker vidi, da mi to v resnici delamo, kar govorimo, in potem pač pridejo še drugi ljudje, ker imamo domačine, ki pridejo po 5, 6, 7 letih v naš center in povedo, da so prvič. Hvala Bogu, ste prvič, boste pa prišli še večkrat. In potem, kaj se zgodi z rečmi, ki jih dobite? Recimo tukaj vidiva veliko torbic in drugih tekstilnih izdelkov. Prodajate potem to naprej, imate svoje prodajalne ali jih na kak drug način distribuirate, da postanejo ponovno uporabne?
Tole tukaj so res že naši izdelki, delamo veliko na tem, da so všečni, uporabni in da imajo dolgo življenjsko dobo ponovne uporabe. Stvari imamo po naših centrih, večina jih izdelujemo pri nas v Ormožu, da se pa tudi videti stvari na naših spletnih trgovinah, preko Facebooka objavljamo. Najrajši pa smo, če stranka pride, si zaželi določeno stvar, izberemo skupaj material, se dogovorimo, ker to so res naši izdelki, kar vidimo tukaj, drugače pa recimo pohištvo pretapiciramo in tam so pa že bolj dogovori, v kaki material in kako in to vse vemo narediti. Cvetka Lukačič, kako ste se sami lotili oziroma kako ste prišli sami do ideje, da boste delali v Centru za ponovno uporabo? To je bil takšen splet naključij. Naša direktorica res je orala ledino na tem področju, tudi zakonodajo je treba prilagajati na tole in še vedno se stvari urejajo. Drugače sama sem pa prišla na tak način, da so iskali osebo, ki je vešča oziroma ima izkušnje z delom v skupini, z delom z invalide, tudi izobrazba je bila potrebna. Prej sem delala v tekstilni stroke, to je moja specifika že od osnovne šole do študija, veliko prakse in res sem se našla tukaj. In vas je potegnilo, ne? Ker ti, kot sva se že menila malo prej, ogromno proizvajamo enih tekstilnih, mislim, da je teh odpadkov skoraj da največ. Če seveda izvzamemo še kakšne druge, kot so embalaže in podobno. Tekstilnih izdelkov je, nekako smo navajeni na to hitro modo, ampak upamo pa počasi, da se bo razmišljanje obrnilo. Ja, pri oblačilih je velik poudarek na modi. Seveda, saj se vsi malo gledamo na to, da oblečemo stvari, ki so aktualne, ampak to se da doseči tudi z garderobo, ki jo imamo obstoječo. Mogoče nekaj časa ni tako aktualno oblačilo, potem pa pride zopet v uporabo. Pa tudi vsak, ki dodela nek svoj stil oblačenja, ne bo se držal strogo modnih smernic. Glede tega pa, da je tekstil res velik onesnaževalec oziroma veliki presežki tekstilnih izdelkov, poleg elektronike in embalaže, kot ste rekli. V glavnem se dela poudarek na tem, da se stvari ponovno uporabijo. Tudi vrečke za sadje in zelenjavo delamo iz zaves kot primer. Nosilne vrečke za večkratno uporabo. Tu so materiali uporabljeni, ki so tudi novi kupljeni bili, pa stranka ugotovila, da ne bo dala nekaj šivati, da ga ne bo uporabila in ga oddal pri nas. Tako da so v bistvu to od odpadkov novi materiali potegnjeni iz namena, da so odpadke. Mi pri nas orjemo še ledino, lahko mislim, da temu tako rečemo, z centri za ponovno uporabo. Je pa, sama ste omenili, na Norveškem to že nekaj povsem običajnega in normalnega. Kako bi to dobro prakso prenesli tudi recimo na naša tla? Ja, v sodelovanju z Norveško smo ravno kar zaključili projekt uporabo odsluženih ladijskih kontejnerjev v namene ponovne uporabe. Lahko so bivanjski, lahko so poslovne. Na ta način smo prikazali tudi z postavitvijo 2 kontejnerjev v Slovenskih Konjicah in 4 v Rogaški Slatini. Prikazani so res, bi rekla, odlične prakse, ker smo uporabili različne materiale, ampak vse že obstoječe materiale, tako da prikažemo to kroženje virov, ki so že uporabljene. Pravzaprav se zdi neverjetno, da je lahko ladijski kontejner čisto preprosto odpadek, ker se ga čisto preprosto ne da ali pa ne splača spet spravljati praznega na drugi konec sveta. Tako, on nastane kot odpadek zato, ker se je pripeljalo stvari v njem z ladjo oziroma z letalom v Evropo, na zahodni svet in tukaj
konča kot v bistvu enkrat uporabljen nov kontejner in je odpadek. In tukaj ne govoriva o nekem zelo hudo uporabljenem kontejnerju, ampak govoriva morda o kontejnerjih, ker jih je po vsej verjetnosti več, ki se dajo zelo lepo oblikovati. Tudi sami ste rekli, da se da iz marsičesa narediti tako rekoč izolacijo. In zakaj se teh prijemov nihče bolj ne loti oziroma nekako bolj zagnano? Mogoče smo v Evropi preveč tradicionalisti in pač se dela na tem, da je hiša kot bivanski prostor, s tem, da na Norveškem recimo so cela bivalna naselja, študentska naselja, ker so tudi to tako uporabni prostore, obenem ločeni, obenem skupaj in seveda se namesti okna, vrata normalno, opremi se in je znotraj čisto izgled hiše. Smo še vedno pri tem, da kar je nekje v ponovni uporabi, malce zviška gledamo, da to pa mi že ne bomo imeli. Hkrati pa vemo, da tudi če kupimo v čisto normalni trgovini, v navednicah, je tudi tisti tekstil že bil x-krat oblečen na kom drugem. Vsekakor. Lep primer iz prakse vam lahko povem, ker imamo mi grajsko kavarniško popravljalnico v Ormožu, lahko doživite izkušnjo kuhanja kave na peščeni kopeli. In posebnost te priprave kave je, da si z našo pomočjo pripravite kavo sami, izberete pa skodelico, ki vas pritegne in jo vzamete s sabo domov. In v tem času, kar imamo kavarnico, so ljudje večinoma navdušeni. Ene dve osebi sta pa rekle, iz te skodelice pa mi že ne bomo pili, ker je pil že nekdo drug. V vsakem gostinskem lokalu zagotovo ne dobi nove skodelice. Tako da razmišljanje je tukaj še res zelo različno. Ne? Se pravi, da je potrebno premik v razmišljanju v nas samih in se pravzaprav zavedati, koliko nepotrebnega odpada produciramo. Tako, če smo zopet pri oblačilih, v naši trgovinici z oblačili najdete stvari, ki so res pregledane, ko so čiste, ko so zlikane, pa tudi dveh enakih oblačil ne boste našli, kar je prednost naših trgovin. Če je bilo oprano, pomeni, da je že preživelo tisto par pranj, koliko je bilo oprano in se vidi, da še je vzdržalo, ker marsikatero oblačilo, ko ga enkrat, dvakrat opereš, se zmucka ali se raztegne. Marsikaj dobimo še z etiketami zaradi tega, ker veliko naročamo po spletu, ugotovimo, da to ni za nas in bi pač zopet povzročili odpadek. Ljudje se toliko bolj zavedajo, da vsaj ne odvržejo smeti, ampak podarijo naprej, dajo naprej ali prenašajo v naš center. Omenila sva tekstil, omenila sva potem elektroniko, tega je verjetno tudi veliko. Elektronika je svoje poglavje, je trenutno največji količina odpadkov, ki pa niso odpadki. Mi stvari ne popravljamo, jih samo prekontroliramo. Marsikaj ljudje odložijo zato, ker je umazano, zato, ker pač ne uporabljajo in nekdo drug si pa lahko pregledano stvar, prekontrolirano stvar po precej nižji ceni kupi. Pa ne zato, da ne bi mogel kupiti novega, ampak že zaradi ozaveščenosti. Že zaradi ozaveščenosti, pa tudi pri tem gre poudariti, da to so stvari, ki jih prodajate. Poznam elektroniko iz lastnih izkušenj, da se jo splača in da te stvari delujejo. Te stvari delujejo, obenem pa tudi ljudje, ki so mogoče v kakšnih finančnih stiskah oziroma da nimajo toliko denarja, lahko kupijo uporabne, delujoče stvari. Ne? Pa tudi, če izključiva, če nimajo denarja oziroma si ne morejo privoščiti, kar je seveda tragično, se mi zdi, da z ponovno uporabo povzročimo vsaj malo manj odpadkov, ker mi teh odpadkov, ki jih sicer proizvedemo, ne vidimo. Evropa jih uspešno za zdaj še vozi drugam, v Afriko, Indijo in tako naprej.
ampak v nedogled tudi to ne bo šlo. Po drugi strani pa, če tudi to izključiva, se mi zdi, da je golo zapravljanje denarja in naravnih resursov, če do konca ne uporabimo neko stvar, dokler je še uporabna. Pri elektroniki je danes tudi težava, da ima že nek omejen rok trajanja, kar je tudi mogoče prikrito, ampak poznamo, recimo, ne. In se tudi to dogaja s tem, da kar je pa uporabnega, pa je vsekakor potrebno držati pri življenju in uporabljati tisto. Ker konec koncev mi tukaj ne govorimo pri elektroniki sploh o nekih odpadkih, ampak o žlahtnih kovinah in marsičem, ker to vsebuje in to ni ravno najbolj zdravo, če jo odvržemo kar tako. Tudi to, po drugi strani se pa ne dajo razgraditi tako na mikrodelce, kot so bili sestavljeni, in je to en taki skupni odpadek, ki pa ga zelo težko oziroma ga sploh ne moremo predelati, ne. Želiva si torej, da bi bilo teh centrov za ponovno uporabo veliko več, da bi imeli veliko večji odmev in da bi vas ljudje veliko večkrat obiskali. Se pravi, kolikor sva zdaj razbrala iz tega pogovora, ni čisto nobenega zadržka. Mi lahko pridemo k vam, pripeljemo stvari, jih vi pregledate oziroma pogledate, kaj se da še z njimi narediti oziroma do katere mere so še uporabne. Mi pa smo se znebili tistega, česar pravzaprav nočemo ali pa ne želimo imeti več doma. Tako, in zaradi ozaveščenosti tega ne boste dali med odpadke, ampak boste pripeljali k nam. Stvari, imamo tole prednost tudi sami zaradi tega, ker stvari, ki jih mogoče v Ormožu ne prodamo oziroma vemo, da ne bodo šle tukaj v promet, jih razporedimo v ostale 3 centre in izmenjujemo stvari med seboj. In pomembno se mi zdi tudi poudariti, da ne vozimo k vam smeti, dobesedno smeti, ampak stvari, ki so dejansko še ponovno uporabne oziroma jih je moč ponovno uporabiti. Saj tole je pa drugi problem, ker se stvari odlagajo v vrečah in v naših zbirnih kontejnerjih, dobimo velikokrat tudi dobesedno smeti, tako da niso stvari vse tako uporabne, kot mogoče nekdo vidi naše delo, ko pogleda na naše police. Vloženega je veliko dela, truda, tudi osebnega pristopa, ker se moraš odločiti, kar je še za ponovno uporabo, kar je res odpadek, in pač tak je naš način dela. Po drugi strani pa je to obenem tudi naš način življenja, ker v taki službi ne moreš oziroma ne bi funkcioniral, če ne bi tudi tvoj princip življenja bil oziroma pristop življenja tak, kot ga zagovarjamo. Tako. In omenili ste 4 centre za ponovno uporabo, kam se da priti oziroma stvari pripeljati, ampak če sem prav razumel, je čisto vseeno, če mi neko stvar, ki jo vi recimo v Ormožu ne boste ponovno usposobili, vi sami to distribuirate, potem naj si pa v Slovenske Konjice, Ljubljano ali kam drugam. Tako. Tudi stranke pridejo, pa iščejo kak izdelek in ga nimajo pri nas, pokličem ostale centre, se dogovorimo, če ga imamo na zalogi, sporočim stranki, bo dostavljen v Ormož, drugače pa pač damo na čakalno listo, ko bo v prihodnosti tak izdelek, kot ga stranka želi, jo obvestimo. Rekla sva tudi, da imate spletno trgovino, kjer si lahko naročimo nekaj izmed vaših izdelkov. Se morda predstavljate tudi po kakšnih sejmih ali pa nekje, kjer je pač veliko več ljudi? Izkušnja z spletno trgovino je takšna, da ljudje velikokrat, če imamo mi določeno torbico, na fotografiji bi želeli ravno enako, ampak mi delamo res poudarek na tem, da so stvari različne, da ne delamo serijsko, tako da so to unikatne stvari, se tudi potem z strankami dogovarjamo o uporabi določenih materialov, barvno, kvalitetno in to.
Drugače pa stvari, kar se tiče glede sejmov, smo obiskovali v okolici, tudi na kakšnih različnih dogodkih, predstavitvenih, kje drugje. Ampak tam je res toliko, da ljudje slišijo za nas, niso pa to kot prodajni sejmi, ker mogoče ljudje morajo tisti prvi kontakt vzpostaviti tam, drugače pa pridejo do nas. Ampak to je zelo zanimiva informacija, da so stvari vedno malo drugačne. Pravzaprav je to za nekoga, ki si želi imeti unikat, kar si nedvomno skoraj, da vsi želimo, da bi imeli kakšen unikat doma, dobrodošla informacija. Ja, torbice so recimo podobne, ampak že recimo, če uporabimo džins, pa naredimo kot en cekar, niso dvoje kavbojke enake, katere uporabimo, ali že barva, različna nijansa ali velikost, tako da res delamo poudarek na unikatnosti. Kako pa je z oblačili, se lotevate tudi teh? Posebno poglavje so oblačila, popravljalnica, tudi zelo zahtevne stvari vemo narediti, tako da ni tisto samo krajšanje pa ožanje, ampak tudi oblačila po mere. Seveda pa zagovarjamo, da ljudje izberejo oblačilo v naši trgovinici, ga prilagodimo na njih in potem pač je dvojno veselje zaradi tega, ker so uporabili oblačilo iz ponovne uporabe in imajo takšno unikatno stvar prilagojeno nase. Tako, to se pravi, da se lahko odpravimo k vam in dobimo skratka skoraj cel paket. Če povem zelo plastično, lahko pridem do vas, se oblečem, pa še kakšno torbo si privoščim zraven in imam same unikate. Tako veliko je na tem poudarka, predvsem pri tujcih recimo, zelo z veseljem pridejo, obiščejo, popijejo kavo, na koncu naredijo nakup z našimi unikatnimi izdelki, ampak niso samo tujci ta izjema, tudi domačini oziroma okoličani se zelo veliko odločajo za naše unikatne izdelke kot darilo za kogarkoli, ker ko ti vidiš izdelek in poznaš osebo, veš točno, kar ji lahko izbereš, ali pa podarijo sami sebi eno lepo darilo. To se pravi, iz vaših besed razberem, da še najbolj je uspešna tista propaganda od ust do ust. Pridem k vam, sem zadovoljen, povem nekomu drugemu in imamo že več strank, to se pravi tole mreženje. Tako, tudi naši centri ostali seznanjajo ljudi z tem, kar delamo mi v Ormožu, tako da stvari pridejo tudi iz Ljubljane, iz čisto drugega konca Slovenije smo že imeli, tudi iz Primorske. Stvari se dajo recimo poslati v paketu ali so ljudje na dopustu pri nas, povejo, kaj bi želeli, se pošlje ali pa pridejo naslednjič pa prevzamejo. Tako da pot do Ormoža ni daleč. Načrtujete morda še več centrov za ponovno uporabo pod vašim okriljem? Zaenkrat smo na tej številki, kot smo, delamo kvalitetno na teh področjih, če bo pa prilika, bomo pa sproti videli. Morda kje bližje? Ne, tudi moram reči, da Prekmurci zelo z veseljem pridete do Ormoža, ker sploh ni tako daleč, oziroma enako blizu kot iz Ormoža v Prekmurje. Ja, to je tudi res. Smo pa ljudje, bom rekel, udobna bitja, da imamo raje vse na dosegu roke. Pustiva zdaj, to je zdaj že druga tema. Jaz bi se vam skratka najlepše zahvalil za obisk v oddaji Klepetalnica in seveda gledalke in gledalce spodbudil, da se odpravijo v Ormož, ne glede na to, ali imajo kaj z vas, ali pa bi si od vas karkoli želeli. Najdemo pa vas tudi na spletni strani CPO-, dalje pa se ne spomnim več čisto natančno. V glavnem odtipkate Center ponovne uporabe Ormož, pa najdete naš Facebook, naše ostale povezave. Drugače pa organiziramo tudi obiske za obiskovalce večjih skupin, recimo pridete z avtobusom, polovica udeležencev gre v muzej ali ogled Ormoža, polovica jih pride k nam na kavo, si pogleda naše delo,
Tole izvajamo tudi izven delovnega časa za najavljene skupine, drugače smo pa od 7 do 3 vsak dan, od ponedeljka do petka v Grajski kavarniški popravljalnici v gradu Ormož. Pa še Grajska je, tako Tako. da je še bolj privlačno za obisk centra za ponovno uporabo Ormož. Najlepša hvala. Hvala vam.